Dobar dan, lepo pozdravljeni. Na izjavi bosta podala bivši minister za gospodarstvo, magister Andrej Vizjak, in novi minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahon. Pa prosim magistra Vizjaka, da oceni današnji skupno delo. Hvala. Ja, hvala lepa, lep pozdrav, seveda tudi z moje strani, po približno 4 letih na tem mestu. Moram reči, da je primopredaja potekala zelo korektno. Minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahon, je prišel z svojo najožjo ekipo, državno sekretarko, vodjo kabineta in prediskutirala smo nekaj aktualnih vprašanj, to se pravi tistih projektov, ki so v teku in ki jih bo potrebno seveda naprej peljati, kakor tudi ostale stvari. Izročil sem mu fascikel primopredajnih dokumentov iz vseh področij in verjamem, da bo to tudi neko koristno vmesno poročilo, iz katerega se vidi in ve, na kateri točki se predaja posle na tem konkretnem ministrstvu. Tako da jaz želim seveda mojemu nasledniku in predhodniku, čeprav je bil kratek mandat pred tem, veliko uspeha, še posebej srečno roko pri ukrepih z gospodarskimi ukrepi, ki naj bi pomagali gospodarstvu v teh negotovih časih. Tu bomo seveda tudi sodelovali, ne nazadnje še sej bom kot parlamentarc gotovo tudi tam kjer rekel. Torej, hvala lepa Matej za korektno opravljeno delo in želim srečno roko in veliko modrih odločitev v prihodnosti. Gledajte sem. Ja, pa malo znajo. Lahko že malo sam lepo sem skoja. Ste sem nekaj. To je važno. Ja, hvala lepa. Jaz bi se najprej Andreju zahvalil za zelo korektno upravljeno delo v minulih 4 letih. Vem, da ni bilo lahko, tudi sam sem že bil minister, tako da moram reči tudi, da sem zelo vesel, da je primopredaja potekala zelo korektno. Pogovorila smo se predvsem o prihodnjih izzivih, o prioritetih in glede na to, da bo dosedanji minister sedel tudi v parlamentu, verjamem, da bo sodelovanje tudi naprej zelo korektno. Poskušali se bomo seveda tudi v novi vladi v vseh ključnih ukrepih posvetovati z opozicijo. Jaz ne vem, kakšna bo ta oblika, ali bo to verjetno nekakšen novi poskus partnerstva za razvoj, ali je to partnerstvo za hitro ukrepanje ali karkoli drugega, bomo še verjetno dogovorili v prihodnjih tednih. Je pa res, da so razmere v gospodarstvu, ne samo v Sloveniji, tudi v svetu zelo kritične in bo pač potrebno, da znanje, ki ga imamo v Sloveniji, združimo, zato da bomo prišli do najboljših ukrepov in pomagali gospodarstvu prekrmariti te viharne čase in tukaj vem, da bomo tudi z dosedanjim ministrom zelo dobro sodelovala, tako da še enkrat seveda se ti zahvaljujem za tvoje dosedanje delo in pa za korektno upravljeno primopredajo. Seveda želim tudi v parlamentu še naprej veliko sreče. Ste se pogovarjali o prodaji Telekoma mogoče? Ne, to ni bila tema. Gospod Vizjak, lahko samo kratko vprašanje. Torej, pred enim mesecem ste obiskali Palomo. Zgodba v Palomi je danes še posebej vroča, glede na to, da se izteka zbiranje ponudb. Torej, znano je, da sta 2 ponudnika, ponudbe niso najboljše, pa me zanima, torej, med obiskom ste dali veliko obljub, med drugim torej tudi zavezali ste se, da boste ukrepali. Zanima me, torej, kaj ste konkretno naredili torej, še v teh zadnjih dneh, torej tik pred odhodom z ministrskega prestola. Paloma je naložba kapitalske in slovenske odškodninske družbe. Sam osebno sem dal zelo jasno pozitivno sporočilo do kapitalizaciji, ki je tisti pomemben finančni vir za Palomo, ki lahko omogoči tudi neko srednjeročno in dolgoročno preživetje in utrditev. Seveda sem pa tudi večkrat opozoril, da je ključno, da Paloma najde zasebnega strateškega partnerja, kupca,
Postopke za to peljeta Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba in tudi njuna bo odločitev, ali se boste odločili za to kljub situaciji ali ne. Tako da se operativno v te zadeve ne spuščam, ker zato tudi nisem pristojen in tudi formalno se ne smem. Verjamem pa, da so koraki, ki so nenazadnje bili v nadaljevanju sprejeti, šli v pozitivno smer. Vesel sem te odločitve, da se Palomi lahko odprejo tudi vrata, kar se tiče finančnih stvari in s tem zajezitev tistih problemov, ki so bili takrat na mizi. Lahko samo še, torej med obiskom ste ugotovili, torej, da je Paloma zelo v kritičnih časih oziroma da ima hude finančne težave. Rekli ste torej, da je treba zelo naglo ukrepati in obljubili ste torej, da boste tudi vse naredili za to, da se dokapitalizira. Zdaj vemo torej, da se Paloma bolj prodaja, kot pa dokapitalizira. Vi ste torej dali zavezo, da se boste pogovorili torej tudi s Kadom in Sodom. Torej, jaz sem svojo zavezo izpolnil. Tako Kado in Sodo sem sporočil svojo strinjanje in svojo naklonjenost do kapitalizacije. Pa torej so vam prisluhnili na tem? So vam prisluhnili, torej Kad pa Sod ste dobili torej pozitiven odgovor? Kad in Sod sta pri teh odločitvah samostojna in tudi odgovorna za te odločitve. Jaz sem pač v okviru svojih pristojnosti naredil vse, kar sem lahko. Pa se vam zdi torej bolj smotrna prodaja ali bolj smotrna dokapitalizacija? Jaz sem bil prepričan, da je potrebno oboje. Kratkoročno Palomo sanirati in ji dolgoročno utrditi pozicijo z strateškim partnerjem. Oba procesa, kot vem, sta v izvajanju in želim si, da bi bila tudi čim prej zaključena.